Imate po duši Japonec, saj gre za dvojajčnega dvojčka Mitsubishi ASX, pa navzven deluje povsem privlačno francosko, zaradi česar se bodo mnogi tudi odločili zanj. To se še posebej opazi pri sprednjih žarometih, ki povsem izstopajo. Na 4,34 metra dolgem kompaktnem SUV-ju ne manjkajo niti LED dnevne luči in nekaj kroma. Ker je razvoj novih avtomobilov drag, je bolj enostavno, če se z nekom, ki ima izkušnje, povežeš in ti pomaga. Je pa hecno, ker boste vsi, ki prisegate na preverjeno Citroenovo udobje, takoj čutili, da ni tako, kot bi moralo biti. Daj bej stran. Ja, nič ni narobe, le notranjost je precej podobna Mitsubishiju, kar so pri Citroenu skušali spremeniti s posebnimi kromiranimi dodatki in črno svetlečo plastiko. Tako imate pred sabo velik volan s Citroenovim logotipom, ki precej drsi, zato ga boste morali močno držati. Na voljo je še 7-palčni barvni zaslon občutljiv na dotik in jasno navigacija, ki pa vam precej grobo ukazuje. Čez 500 metrov zavi desno. Jasno? Tule je sicer še prostor za gumb, kjer se lahko preklopi med dvo- in štirikolesnim pogonom, le da je tale Aircross gnan samo na sprednji kolesni par, kar je za večino kupcev itak dovolj. Tako kot je dovolj prostora v kabini in v prtljažniku s 442 litri. Osnovni bencinski motor je prav tako Mitsubishijev in preseneti zelo ugodno porabo. 1,6 litra je delovna prostornina in brez pomoči turbine proizvede 86 kW. Tako 1400 kg avtomobil suvereno premika, ob zelo ekonomični vožnji pa je lahko poraba tudi slabih 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov, na testu je bila slabih 8. Če pa boste želeli 4-kolesni pogon, si boste morali umisliti dizla. Takšen C4 Aircross z najvišjim nivojem opreme in osnovnim bencinskim motorjem stane slabih 28 000 evrov, kar je 7 000 evrov več, kot stane osnovni model. Za preverjeno kakovost se mi zdi to solidna cena.